Najprej seveda iskrena hvala Cankarjevi založbi, da mi je omogočila, da lahko danes predstavljam svojo monografijo o mehiškem cesarju Maksimilijanu. Ko smo pred leti sodelovali pri nastanku knjige o Francu Jožefu, kjer sem sodeloval kot urednik in eden izmed avtorjev, je se nekako vzbudilo moje zanimanje tudi za življenje cesarjevega mlajšega brata, torej Ferdinanda Maksimilijana. To njegovo življenje je z našimi kraji povezano predvsem preko zgodbe Meksikajnarjev, ki so tam po letu 2000 doživele neko ponovno prebojenje, predvsem v stripih Meksikajnarji. No, moja želja pa je bila, da predstavim zgodbo, ki je stala za temi stripovskimi junaki, torej zgodbo vladarja, na podlagi katerega oziroma na podlagi odločitev katerega so slovenski prostovoljci, Meksikajnarji, kot so jih poimenovali, odšli v Mehiko. In na tej podlagi sem se torej lotil raziskovanja življenja in dela avstrijskega nadvojvode, ki ga je splet okoliščin pripeljal do tistega trenutka, da je leta 1864 zasedel mesto mehiškega cesarja. Kot podnaslov knjige sem si izbral rek oziroma misel Cesar po Napoleonovi milosti. Če je veljalo za habsburške vladarje, ki so vladali doma, da so bili cesarji po božji milosti, si je Maksimilijan, ko se je odločil, da bo sprejel cesarsko krono, v prvi vrsti želel, da bi bil ljudski cesar. Zaradi tega so francoske intervencijske sile, ki so zasedle določen del Mehike, tam izvedle plebiscit, referendum, ki je seveda bil prirejen in dal plebiscitarno večino, ki je potrdila, da si Mehečani domnevno želijo novega cesarja iz ene od evropskih vladarskih dinastij. No, na koncu se je izkazalo, da je bila Maksimilijanova vladavina predvsem odvisna od francoske vojaške pomoči, in ko se Napoleon III., tedanji francoski cesar, odloči, da francoska avantura v Mehiki več nima smisla in iz Mehike leta 1867 odpokliče svoje enote, je to trenutek, ko je tudi Maksimilijanova vladavina obsojena na propad, in zaradi tega sem si za podnaslov knjige izbral torej, da je bil Maksimilijan predvsem v prvi vrsti cesar po Napoleonovi milosti. Vsebinsko sem v knjigi želel predstaviti Maksimilijanovo življenje od njegovega rojstva do njegove smrti, torej ne samo mehiško avanturo, ampak tudi veliko večino njegovega življenja, torej do odhoda v Mehiko, ki pa seveda predvsem izstopa v prvi vrsti zaradi rivalstva med njim in prvorojenim cesarjem Francem Jožefom, in na tak način je ta knjiga mogoče tudi iz vidika nekih aktualnih pripetij v angleških kraljevih družinah, princ Harry, princ William in tako naprej, aktualna, da vidimo, da so tudi dobrih 150 let nazaj bile ambicije prvorojenega ali drugorojenega včasih poglavitne, da med bratoma ni vladala bratska ljubezen. Kaj več v knjigi pa seveda ne bi povedal, ker potem je ne bo imelo smisla vzeti v roke. V glavnem, knjiga prikazuje življenje enega plemiča, ki je v obdobju, ko je globalizacija bila šele v povojih, ko je Mehika predstavljala res eno izjemno oddaljeno državo, nepoznano večini ljudem, si drzno sprejeti krono te države, seveda na nek način zaradi lastnih ambicij, na drug način pa je z tem, ko so z njim odšli Slovenci, slovenski prostovoljci, Meksikajnarji v to oddaljeno državo, pustil nek pečat tudi v našem zgodovinskem prostoru, in zato je fajn, da poznamo ne samo stripovske junake, ampak tudi zgodbo, ki je stala za njimi.